Ja, ko ste preomenili radarje, mimo njih res ne moremo. In sicer menite, da če radarjev ne bi bilo, da bi kljub temu izbruhnile vstaje takšnih razsežnosti. Oziroma, bom navezal to na eno naslednjo stvar, tudi vaše vedno bom to vprašal. In sicer, tako malo opazujoč, ta potek vstaj od konec leta 2011, oziroma še prek arabske pomladi, pa potem do 2014, tam jeseni 2013 je bila ponovna oživitev ob obletnici vstaje 2012, 29. oktobra. Vse skupaj vidim kot neko dolgo leto 2012, oziroma 2012 se mi zdi, da je že v začetku leta, takrat s tem protestom, v res mrzlih razmerah februarja zoper akto, pa še prej ob otvoritvi Evropske prestolnice kulture 14. januarja s tistim Evropska prestolnica korupcije in klientelizma itd., ki je bil sicer medijsko dokaj spregledan, ampak ga ni bilo mogoče spregledati, če si šel tam mimo. Ter potem tudi protesti že takšnimi manjšimi v obliki 10 do 20 tisoč, 10 do 20-30 ljudi, posameznikov pred občino zoper prevzem azila se strani Snage. Torej, če to vse povzamemo, na nek način bi bilo, so bili torej pogoji tako zaostreni, da je bila takšna tenzija, da je res tukaj smo rabili radarje, ali bi lahko tudi kaj drugega rezultiralo zdaj v tem izbruhu. Zdaj mogoče se tukaj preveč dotikam zgodovine ali pa tudi vse drugega, ampak kaj menite o tem? Da bi lahko tudi kakšen... Še vedno jaz. Še vedno vi. Ja, radarji so seveda pomembni, ker so direktno udarili po žepu, ne? In takrat se je vsak čutil naenkrat prizadet in je skozi to postal aktiven, če tudi samo na Facebook strani, recimo, ne. Pa še ena, jaz ne vem, težko bi rekel, kaj bi bilo. Mogoče vedo tisti, ki so platformo postavili, pa ki so mogoče bolj načrtno pripravljali te dogodke, povedati več. Jaz iz svojega fotelja tega gotovo ne morem zdaj razlagati. Hotel sem nekaj drugega povedati, pa niti ni pomembno. Najlepša hvala. Zdaj pa vprašanje profesor Hozjanu, takšno zgodovinarske narave. V čem vidite podobnosti in razlike med vstajami leta 2012, ki so se potem nadaljevale 2013, ter protesti nekoč študentskimi demonstracijami tam leta 1968, v 80-ih protestih za odpoklic vojakov iz vietnamske vojne, tako mogoče, da obenem z preletom te zgodovine vstajte, predvsem v 20. stoletju, še naredimo primerjavo z temi vstajami pred kratkim. Ja, hvala. Jaz bi res najprej rekel, nisem ponovil samo tisto, kar sem na začetku povedal in apeliram, da malce razmišljamo vsak pri sebi, pa ne danes, ampak bomo hodili okoli, o principu univerzalnosti vstajniškega naboja v vsakem posamezniku, pa naj bo to mladec pri 25, naj bo to mladenka pri 15, naj bo to moški, ženska, zaposlen, nezaposlen pri 45 ali pa pri 65, kar je ta univerzalna tendenca upiranja je in ne bo nikoli zamrla. Jaz pa apeliram vse na to, da ko bo tole enkrat zamrlo, potem bodo ljudje izgledali drugače. Glede kakih kronik bi rekel, ali kaj pravite za upiranje v naših sredinah ali pa tudi svetovnih, zdaj čeprav pravim, da se bližam ravno kar Abrahamu, moje prvo zavedanje sveta, če se ne motim, je bilo tam sveta kot takega, a ne, da se nekaj na svetu res dogaja. Izven mene je bilo leto 69, ko sem julija me oče zbudil po noči in pridi boš gledal, mislim, da sem ravno 5 let je bilo seveda že dopolnjenih, pridi boš gledal prenos je pristajanja človeka na Luni, to je bilo pa julija 69. letno meseca. Ja. In to je bilo nekaj fantastičnega. Skratka, ali sem se jaz takrat čemu uprl? Ja, najprej sem se uprl očetu, ker mi je prišel ob 3 po noči zbuditi, jaz sem pa hotel spati.
In, ne, ampak potem je bilo pa jasno, zakaj me je zbudil, ker je bil dogodek preveč enkraten, ne, se njemu zdelo. In če izhajam iz tega, bi rekel takole, za leto 68-69, pravi ne vem, sem premlad, tudi nisem bil zraven, če bil bi moral biti hudičevo mlad študent v Ljubljani ali pa še bolje v Beogradu, tam je pa res pokalo. V Beogradu 68. leta že celo, o tem smo potem v Ljubljani na Filofaksu gledali filme. No, ko pa sem bil v Ljubljani na študiju, to so bila pa lepa leta 83-87, pa smo res takrat uprizorili eno takole zadevo, kjer sem aktivno bil zraven. Namreč na Filofaksu smo se ob 15-letnici dogodkov iz leta 71, ko je pa dejansko tudi zapokalo, ne samo na Filofaksu v Ljubljani, ampak tudi v mestu, ko je bila Titova zaprta in takole, o tem smo gledali. No, smo lahko gledali pa filme, ki so nastajali ravno takrat 69. 70. leta, pa še druge, ki so bili vsi po vrsti v bunkerju. Takrat smo 3 dni zasedli smo filozofsko fakulteto, govorimo o študentih, študentsko populacijo. Ne, ampak hočem povedati, kaj vse so študenti lahko že, oziroma kaj so konkretno študenti na Slovenskem že počeli po drugi vojni. Pravi, 3 dni smo zaprli fakulteto, zasedli, protestno zasedali, na vsakem oddelku so odbori delovali študentov, postavili smo zahteve take in take. Jaz se spomnim dobro, da smo oddelku za zgodovino postavili dvopredmetni študenti zahtevo, da hočemo, sami smo hoteli več ur, recimo, jezika obveznega, tako naprej. Vodstvo fakultete je bilo z nami, policistov maric ni bilo in takole po 3-4 dneh smo se razšli, smo pa vsaki dan dobesedno res zborovali. Se pravi, počenjali smo tisto, kar so recimo počenjali pred kakimi 4 leti v Zagrebu, ob aferah Indeks 1 pa Indeks 2 in tako naprej in tako nazaj. Od takrat dalje pa spotoma seveda so šle zadeve v Mariboru takole po letu 80-81, ko se je kriza že jasno čutila, ko so naročila vojaške industrije, oziroma vojaška naročila, ko so po svetu zaradi krize neobveščenega gibanja upadala. Ne moremo mimo, v Mariboru tukaj ne moremo mimo tistih dogodkov v letih 86 in 87. Torej tega je malo komu je znano, da so v Mariboru se prve stavke, delavske stavke začeli že tam v začetku 60-ih let. Prva stavka v Sloveniji sicer se jasno ve, je bila v rudniku v zasavskih rudnikih, leta 58. že, ampak o tem se tedaj sploh ni vedelo. To smo zvedeli desetletja pozneje. Tehle dogodkov v Mariboru leta 86 pa 87 se preprosto ni dalo več skriti, zato ker je bil Trg svobode prepoln. Tu je bilo 6000 ljudi, ves tam pravzaprav je navalo semle in šestitovimi slikami so hodili in tole je bilo nekaj za doživeti. Kaj takega se recimo v Ljubljani ni znalo takrat zgoditi, v drugi policiji 80. Se preprosto ni znalo zgoditi in se tudi ni dogajalo do let 89-90, ko so pa šla že zborovanja za še spremembo sistema in za novo državnost, pa tudi tedaj se vem, da ni zborovalo na ulicah. Jaz sem od leta 89 sem šel v politično kariero, postal predsednik stranke, tudi v Mariboru zelenih, tudi v državnem vodstvu in sem tole vztrajal do leta 92, ko sem dojel, zakaj gre pri stvari in kakšne ljudi imaš vse. Takrat sem hitro pobegnil ven in mi je bilo jasno, da politika ravno ni sploh pa ne za univerzitetnika in mladega in če je bila kdaj še možnost, bi rekel, rešitve Maribora, potem mislim, da je bila točno tukaj v letih 88, 89, 90, ravno v tistih letih, ko bi lahko v mnogih spremembah v državi marsikaj naredili. Ampak treba je samo vedeti, da je v Mariboru so bila obdobja, recimo tukaj prav v tistih svečenih letih pobita, da so bila obdobja, ko je vsak četrti zaposleni bil, praktično vsak četrti zaposleni bil član CK-ja, ne CK-ja, ZK-ja, da se razumemo, se pravi, da je tukaj delovalo enih, recimo, kakih celo 10-12 tisoč članov Zveze komunistov, kar je v tem industrijskem bazenu Maribora pa najbližje okolice, prosim, s tem ne mislim 10 km, recimo tukaj do Ruš, pa recimo takole, kjer je bilo kakih na razpolago celo kakih okoli 55-60 tisoč delovnih mest, ko je Maribor imel gravitacijsko območje tamne do prvih vasi od Varaždina naprej, da ne govorim tule, Skratka, Maribor je imel tole srečo in pa nesrečo, da je prestolnica vzhoda in pa severovzhoda hkrati
Kaj to pomeni? Pomeni tole, da če živiš, oziroma če so generacije živeli na področju, ki je generacije in generacije zaostajalo ekonomsko, pa tudi družbeno razvojno za drugimi področji našega slovenskega etničnega prostora, pa na območju recimo Republike Slovenije, potem so ti že vnaprej, bom rekel, zakompleksirani in vnaprej determinirani in označeni ljudje, seveda največ pa mladi. In mladi, prosim, so stoletja in stoletja nazaj se želeli nekaj spreminjati. V tem jaz vidim tisto upiranje osnovno. Želeli so spreminjati svoje življenje in so zato bežali iz svojih agrarnih, ruralnih okolij in prihajali v urbane naselbine, v Maribor, v kamorkoli drugam, želeli spremeniti svoje tamkajšnje življenje, prišlo si pa pravzaprav rečem izpod dežja, pod kapno, pravzaprav se kaj dosti se jim, bolj kot iti ni moglo. Potem je pa tu prišel socializem, kolektivizacija na vasi in v mesto seveda je pa, mesto pa Zlata jama. No in jaz sicer nisem rojen tule, sem rojen tam, malo bolj, ti si omenjal Mursko Soboto, jaz sem še malo južneje od Murske Sobote rojen v najlepšem predelu Prekmurja, ampak sem potem malo drugim letu že prišel sem starši in poznam pa zadeve tam, pa drugod v ruralnih okoljih pa tule in lahko rečem, da torej, uničili smo tam na ruralu, kaj se je dalo, po drugi vojni uničujemo tukaj v mestih, smo uničili v mestih, kaj se je dalo in zadeve niso nič kaj rožnate in ne vem, tistole o političnih elitah dam vesni seveda vsekakor prav, da so funkcionalno še ne vem kako nepismene, ampak seveda bistvene razlike v političnih elitah, recimo v Ameriki in v Sloveniji. Če bi tako nakratko primerjal, ena od bistvenih razlik, jaz vidim najbolj je, da ima ameriški bankovec napis v Boga verujemo, bankovec za evro pa nima tega napisa. In mislim, da je ta razlika zelo, zelo pomembna, kajti tista politična elita vsakič v Ameriki, namreč pogleda tale bankovec in vidi gor neko idejo, tukaj na evrobankovcu pa niti te ideje ni več. Skratka, je zadeva, če bi tako simbolno gledal v popolnoma brezizhodni situaciji, že takrat bi lahko je nastajala. Jaz gledam, da bo še priložnosti za upiranje, tako mladih kot starejših. Dr. Kozjan, ker govorite o tem, da imamo vsi v sebi željo po oporu in da se bomo še imeli priložnosti upirati, kakšen opor se vam zdi najbolj smiseln in če je opor tisti, ki ruši, na kakšen način potem ponovno graditi? Ja, ne bom tukaj sve odkrito pozival k rušenju družbenega sistema od jutri, zjutraj od 8 naprej, ker bi si najprej moral dati samo nekako kapo, sploh bi se ne dal na glavo, pa ali bi kakšen barve, ne bi zvezda bila, ja, ali bi naj bila zvezda rdeča, ali bi naj bila rumena, ali kakšna, ali črna zvezda, no, ampak vsekakor pa pozivam k uporu. En moment iz antične zgodovine, iz starogrške zgodovine mi je znan, ko sta dva mladeniča v enem mestu ubila tirana in so jo takrat seveda popljuvali, čez nekaj let sta začela veljati kot heroja. Ko je namreč takoj po smrti tistega tirana prišel drugi tiran, pa so videli, da je to še slabše in pravim, še danes sta v grški antični, mislim, grški tradiciji znana kot heroja. Vem, da bo kolega Aleš tam že zastrigo z ušesi, ampak takole vem, da je, kaj ti vem, tudi naslikana sta lepo, skratka, kaj sta naredila, ubila sta državnega voditelja, nastradala, ampak neka sprememba je pa le bila po moja, v miselnosti tistih ljudi, in sicer bila sta mlada. Ne vem, kateri 50-letni ali pa čez bi šel tole delati. Z raznimi gesli so nas pitali tukaj v 60, 70 pa 80 letih. Enega se zelo dobro spomnim, še v časopisih, Mladina je bila zmeraj prva in pa 3 pikice. No ja, na naših osnovnošolskih izkazih, veste, na izkazih, ko smo dobivali na koncu osnovne šole vsake razreda, so bile 3 Titove misli in tiste misli smo morali vedeti, namreč da so partizani v krvi umirali za to, da se lahko mi učimo, šolamo in da bo svet boljši. In jaz ravno ne bi pustil, da bi danes zaradi mojega boljšega šolanja, da bi ljudje dobesedno umirali, ampak pozivam pa k upiranju,
takem, da bi se recimo uprli, in to temeljito uprli, ampak slehernemu človeku, ne glede ali moški ali ženska, ali je Slovenec, ali je evropski parlamentarec, ali kandidat za evropskega parlamentarca, zdaj maja, ali kakorkoli, ampak slehernemu tistemu, ki hoče skozi kakršnokoli svoje dobrikanje, razlaganje, ali kakorkoli, dopovedati, da ni tako hudo. Nasprotno, hudo je pa najbolj zato, ker se ne upiramo. Upiramo se, ne, in ne opiramo se na same sebe, ne bi rekel. Kako bi to seveda, najbolj bi pripričal osebni zgled, ne, po moje. Prej je bilo govora še enkrat na mestno elito tukaj Maribora, pa bivšega proslulega župana. Jaz vam povem, da sem enako kot zahteval javno, in to javno sem zahteval odstop tega človeka v tisti podpisovalni akciji, ko nas je na koncu zbralo 260 pri Zofijnih Ljubincih. Jaz mislim, da sem prišel na 59. mesto, moj podpis. Ampak enako bi bil za takojšen odstop, oziroma enako bi moral se upreti, ali pa sem se uprl mislno in takole nekaj prejšnjemu dekanu Mariborske univerze, ki pa seveda deklarirano bil in rektorju univerze, deklariranemu, ampak hoče tole povedati, deklariranemu intelektualcu številka 1, češ na univerzi kot taki, ampak ko sem ga enkrat na javnem enem njegovem nastopu, ki je sam seveda pristal, nihče mu ni roke lomil, da bo imel nek govor, ta govor ima strogo historično ozadje, tudi pred Mariborsko stolnico, in ko sem poslušal, kako je on tam jecljal, ker ni treba besed spravo skupaj, ker so se mu zlističi gubili pod rokami, no takrat se mi je uprlo, zakaj pa ta človek, recimo rektor univerze. Tako da upiram se temu, da pride na položaj, na katerem so odloča o drugih, o komerkoli, da pride človek, ki sam sebe ne obvlada, kaj šele, da bi obvladal in uravnaval življenje drugih. Tak ljudi nima preprosto kaj za iskati in skratka navijam za upiranje temu, da bi kakršenkoli del še sedanje trenutne politične elite v Sloveniji, ki ima tradicijo tam ne že 20 let pa več, da bi še kdaj prišel v pozicijo vladanja. Hvala. Doktor Simonič, v že omenjenem članku ste pisali o demokraciji granitnih kock. Ali mislite, da je to pravilno sredstvo ali obstajajo še kakšne druge kreativne, inovativne oblike aktivizma? Ja, brez kock, po moje, mi danes o tem ne bi tukaj razpravljali, brez tega bi avtoritete ni bi padli. Mislim, da je to eksces, recimo, ki je bil potreben za to, da se začne resno pogovarjati o določenih temah. Ampak mene že na samem začetku, ker sem se že pred tem začel ukvarjati z enimi raziskovalnimi temami, veliko bolj me je zanimalo, kam bo ta energija kanalizirana, kar sem že na začetku omenjal. In meni se zdi tukaj, da je treba delati na podaljšku temu, čemur pravi dr. Godinova domačijsko ekonomija ali gospodarstvo. Jaz mislim, da je rešitev, zdaj lahko rečemo, aktivno državljanstvo, ampak nobena svoboda oziroma nobena ideja ali pa noben posameznik ni svoboden, če nima eksistenčne svobode. Zavedati se moramo, da vsi tukaj pripadamo skupnosti humanistov ali pa se tisti, ki niste študenti, poslušate nas, ki smo humanisti in študenti, ki študirajo te teme. In da velikokrat pozabljamo na eni strani na to, da je eno zahtevati, da je eno analizirati, drugo je pa to, da je v bistvu to, kar danes imenujemo vstajništvo, na nek način posledica tega, in s tem bi se vrnil k dr. Kozjanju in temu, kar je omenjal, da so počeli preko filozofske fakultete, da gre v sodobnosti pravzaprav tudi za nekaj, kar je Kant pisal za spor fakultet pravzaprav, ne, da mi proizvajamo ali pa vzgajamo različne profile, se pravi, da iz ekonomskega faksa prihajajo mladi, ki so vzgajani v tem podjetniško
kapitalsko-finančnem, avanturistično-tržnem načinu, recimo, ne, medtem ko imamo na filofaksu seveda vzgojo drugačnih profilov in če gledamo, kdo je pravzaprav teoretsko ozadje teh vstaj postavil, so to v glavnem kadri iz filozofskih fakultet in iz FDV-ja v Ljubljani. Jaz sem si ves čas vstaj želel, da bi imel več stika s kakšnim pravnikom, s kakšnim ekonomistom, ampak, kot rečeno, niso se izpostavljali. Ne? Druga stvar je pa seveda kritika in potem grajenje nečesa novega in pri tem bi želel opozoriti na to, da individualizem v bistvu razdira stale modele domačijskosti ali pa kolektivnega upravljanja ali pomoči ali solidarnosti, če temu tako rečemo. Hkrati pa se potem mi, recimo, ne, ki čutimo to kot neko grožnjo našim tradicionalnim vrednotam in naši kulturi, izgubimo v tem prostoru, namesto da bi ustvarjali nekaj novega. Novo pa lahko ustvarjamo na zelo različne načine in niti slučajno samo na individualno ali pa centralizirano ali pa podjetniški način. Tukaj bi opozoril na temo, o kateri se danes veliko govori, pa mislim, da ni edina, ki ponuja rešitev, je gotovo zadružništvo, ena od takih tem. Ne? Če se vrnemo v srednji vek, ki ga je prej kolegica omenjala, lahko imamo na eni strani vaško srednje, ampak ne pozabimo na drugi strani cehe, ki so bili prav tako pomemben solidarnostni mehanizem za specifičen sloj ljudi. Ne? Potem ne pozabimo na univerzalni temeljni dohodek, ki bi sicer spadal v sfero reprodukcije, ampak prav tako predstavlja nov način organiziranja skupnosti. Saj mi ne potrebujemo verjeti v skupnega prednika in v neko nadčasovno kulturo, ki opredeljuje Slovence, ampak samo željo potem, da sodelujemo z nekom in da si ustvarimo realnost takšno, kot mislimo, da si jo zaslužimo. Potem ne pozabimo recimo na komune, so tudi ena od takih oblik, ali pa govorimo recimo o socialnem podjetništvu, ki je seveda spet nek poseben odvod solidarnosti znotraj sodobne kapitalistične skupnosti, ampak vseeno poskuša nagovarjati ravno ta solidarnostni vidik. Skratka, mislim, da je rešitev po moje, in zato si prizadevam in v to vlagam veliko energije v zadnjem času, v kreiranju omrežij, ki so sposobna samo oskrbe, samo organizacije, ker samo ta ekonomska ali eksistenčna neodvisnost zagotavlja, da si tudi mentalno, bomo rekli, svoboden. Tako da iz teh preteklih tradicionalističnih kolektivitet prehajamo v neke sodobna omrežja in v to, da je vsak državljan ali pa vsak posameznik soudeležen in da ima aktivno vlogo pri ustvarjanju te svoje eksistenčne baze. Zakaj recimo Armal ni uspel v Mariboru, zakaj Večerova organizacija ali pa prestrukturiranje v Zadrugu ni uspela? Zato, ker je bila zadaj samo ideja brez nekega dobrega, temu čemu rečemo, poslovni načrt. Ne? Ker kakorkoli, če tudi bomo mi ustvarili neko skupnost ali pa to, kar opredeljuje slovenstvo, je vedno v odnosu do nečesa, se pravi, vedno nekoga izločimo in ko oblikujemo to mi skupino, smo vedno na nek način v tekmi z nekom drugim. Ampak preden lahko govorimo o neki globalni reformi, mislim, da moramo tukaj pred svojim pragom marsikaj postoriti. In zato bi še to povedal, se mi zdi, da se vstaje in vse, kar se dogaja v zvezi z CAP-om, z temi željami po zadružništvu in tako naprej, da je to pravzaprav mariborski brand in da mi čudi, da univerza tega ne dojame in da, ja, no, mislim, čudi. Ja.
Skratka, imamo tukaj nastavke, modele, ki bi jih morali intenzivneje promovirati kot nekaj, kar v Mariboru zmoremo, ali pa zmorejo, da se ne bom preveč v ospredje postavljal, ne pa da iščemo okrog rešitve, sploh pa ne iščemo rešitve v Ljubljani, ker mislim, da jim je povsem vseeno, kar se dogaja z Mariborom. Tako kot je sosedovi družini bolj pa ne vseeno, kar se dogaja z mano, razen če jih prosim seveda za kakšno pomoč, ampak potem sem jim seveda dolžen. Tako je enako na ravni mest. Skratka, mislim, da imamo več v rokah, kot se pravzaprav zavedamo. V tem vidim pač. Preden predamo možnost postavljanja vprašanj publiki, spet vrnemo besedo dr. Godini. V čem pa vi vidite rešitev oziroma možnost nove gradnje? Jaz zdaj o rešitvah bi zelo težko, ne. Jaz se v vsakem primeru strinjam, da te alternativne strategije, ki so socialne in ki v resnici omogočajo, bi rekla, na nek zelo zanimiv način povezovanje nekega tradicionalnega vzorca, ki je pa Slovencem blizu, z nekimi, bi rekla, sodobnimi opcijami, ki se pokazale tudi, recimo, če hočete, že celo v kapitalizmu samem učinkovite, ne. Mislim, da je to vsekako res in tu bi se seveda strinjala z kolegom, da imamo v Mariboru več v rokah, kot dejansko razumemo, ampak mislim, da je to zgodovinska usoda Maribora bila cel čas, ne. Maribor ima cel čas več v rokah, kot misli, da ima in cel čas jamra, kako ima premalo v primerjavi z Ljubljano in pravzaprav je to strategija, zaradi katere z tistega, kar imamo, ne naredimo tisto, kar bi lahko. In jaz sem to že zdavno, pač že dolga leta, še pridno so se vstaje, začela rekla, da imam pač jaz, ker pač paralelno delam 30 let praktično na Ljubljanski in Mariborski univerzi in to nekako blizu vidi spet opazovanje z udeležbo, ne. In vidiš, da dejansko gre v resnici za razliko v načinu, kaj s tem narediš, kar imaš, ne. In Maribor je mojster v tem, da ima več in naredi manj, ne. Mislim, to je, bi rekla, jaz sem rekla, da zdaj sicer naš novi župan, o katerem bi pa tudi morali razmišljati v kontekstu vstaja, ne, bi rekla, prodal tisto jamo, zdaj menda Arabcem, ali komu je prodal. Jaz sem hotela dati pred tem predlog, da bi mi naredili iz tega kulturni spomenik. Ker namreč ta jama materializira mariborsko mentaliteto o glamuroznih projektih, iz katerih nikoli ne nastane nič. Ne? In to bi moglo biti zaščiteno in bi mogli otroci v osnovni šoli iti tja in razumeti, kaj se tam dogaja. To bi bilo zelo dobro. Ne? Mislim, res, jaz sem prav, spomenik zgodovinske kulturne dediščine, ne vem kakšne že. Ne? Zdaj bodo to oni dali, seveda oni bodo tam naredili najboljšo univerzo v Mariboru, to veste, da vsi otroci se bodo grebli, da bodo na muslimanski univerzi študirali, to je valjda jasno. Ker to bo edina univerza, ki bo imela infrastrukturno najboljše profesore, bo plačala in vsi bomo hodili tam predavati, ker bomo končno imeli normalne plače. Seveda bo to jasno, pač jasno financirano, vemo kako, ampak to v končni instanci ni pomembno, ne. Dejstvo je, da bomo izgubili jamo, ki bi jo mogli zaščititi kot spomenik naravne kulturne dediščine. Ne, in to res, zadnjič, ko sem tam neko živilo iskala, mi je prišlo, da bi to mogli res narediti, ne. Ker to je mentaliteta mesta. In mislim, ta mentaliteta mesta je seveda, kako bi rekla, tisto veš samo uresničujoča se prerogba, ne. Tu je točno res, kar je kolega povedal, ne, mi v resnici imamo, mislim, to je mogoče edina stvar, ki smo jo z Evropsko prestolnico kulture dobili, ne, neke te poskuse alternativnih praks, ki jih zdaj nekako še naprej vlečemo. In bi pravzaprav iz tega lahko naredili model, kaj narediti. Mislim, da ko smo pisali skupaj za Maribor program za mesto, kako naj bi se mesto vodilo, če bi pač prišel alternativni župan, je bilo tam seveda narejenih še več predlogov in če bi se tisti v resnici uresničevali, bi Maribor dejansko lahko postal primer nekega mesta, kako mesto, ki je revno in nima infrastrukture z aktivacijo svojih lahnih potencialov, preseže revščino. Ker namreč to je seveda nekaj, kar so ljudje pogruntali, to zdaj ni nek nov izmislek, ampak seveda ljudje, veste, v obupnih pogojih revščine so preživeli, ne, in še vedno preživijo, tako da torej neke strategije obstajajo. Kar se pa tiče, tako da mislim, da v tem je prihodnost, samo seveda rabimo spet novega župana, to moramo razumeti, ne, ker to zdaj, da dela, mislim, ta župan isto, kar je delal oni prejšnji z drugimi ljudmi, to nismo nič naredili.
mi nimamo novih strategij. Mislim, nove strategije so bile tisto, za kar sem jaz priključila v Vstaj in zaradi katere sem potem išla iz nje, zato ker se je pač očitno se izkazalo, da gre samo za boj za oblast, ne pa za nove strategije. Ne? Ampak hočem reči, te nove strategije so možne, te nove strategije ne stanejo nič in te nove strategije ne rabijo nobene infrastrukture, razen tiste, ki jo mesto že ima. Ne? In gre torej v resnici samo za to, da se nek klik naredi seveda v glavah in seveda v interesih tistih oziroma tistih, ki pač vladajo mesto. Ne? Zdaj, kar se pa tiče še tistega, kar ste prej vprašali o vzrokih za upiranje, no, se pravi, mi v vsakem primeru bom dala obema mojima predgovornikama prav, se pravi, to, kar je Andrej rekel, so seveda vzroki in to, kar je kolega rekel, so tudi vzroki, ampak sem pravim, jaz bom še rekla enkrat, ne, da ko je Hegel razmišljal o politični državi, je že Hegel zelo jasno povedal, da politična država teži k totalitarizmu, če nima na drugi strani organizirane civilne družbe. Ne? Se pravi, tisto, kar sem jaz rekla, da bi ljudje morali razumeti, da ne gre za njih, seveda gre tudi za njih, ne? Ker seveda v kakšni družbi živiš, to posledično se tebi vrne. Ampak gre za to, da s tem, ko se upiramo, ko se ta prostor upora drži, ki bi moral biti bolj organiziran in bolj sistematiziran, ne? Tudi kar se vstajnikov tiče, s tem, to je v resnici mogoče najboljši zastavek, ki ga je možno dati, zoper prehod družbe v totalitarno družbeno strukturo. In treba je razumeti, da Slovenci zelo težimo k temu. Ne? Mislim, da pač, bi rekla, tradicionalni vzorec je zelo naklonjen temu. Ne? Tako da, mislim, jaz pač ne vidim, ne? Me pravzaprav niti ne zanima, kdo vlada, pa kdo ne vlada, pa to ni toliko personalno vprašanje, kot je načelno vprašanje ohranjanja nekega prostora, ki v resnici se upira, ne? Neki notranji intenci same politične države, ki teži k totalitarizmu. Ne? Tako da tu bi pač, zato sem rekla, ne, da je treba iti preko individualnih koristi. Ne? Treba razumeti, da je upor potreben ne samo zato, da meni prinese službo ali pa da zamenja župana, ki jih je treba očitno stalno menjavati, ne? Ampak zaradi tega, ker pač gre za samo logiko, kako pač potem politična sfera deluje. Ne? In tu, ne da bi pač idealizirali, mislim, da je Hegel imel še vedno, mislim, da je tisto, kar je Hegel ugotovil, za nas še vedno velja zelo. Ne? In dokler bo pač veljalo, mislim, da tega vzroka za vstaje oziroma za upiranje tistim, ki vladajo, kdorkoli že to je, ne? Imam preko zadosti zaenkrat. Ni kakšne silne nevarnosti, da bi to mimo. Ne? Če seveda upoštevamo tudi to, kar sta oba kolega rekla. To sem pozabil prej, se opravičujem. Zdi se mi, da je vstajništvo serija nekih dogodkov, hkrati je pa proces in mislim, da se bodo stvari resnično začele spreminjati, ko bo vsak del ideje, ki so jih vstaje prinesle, ali pa debate okrog vstaj, prinesel v svoje vsakdanje ali pa delovno okolje. Meni je bilo zadnjič všeč, pride prijatelj iz službe, pa pravi, poglej, peticija. In je pisalo zgoraj, zahtevamo, da se nam v zimskem času postavi utica za kajenje, ker mi tega več ne zmoremo, ne, da sredi zime kadimo pred. Skratka. In spodaj je bilo 40-50 podpisov, je rekel, s tem so šel k direktorju in mi ni mogel nič. In bodo postavili utico. To je to. Ne? To je samo uprava. So odločeni. Samo organizacija.